Pozdravljeni. Z nami so Boris Šinigoj, ki je filozof, ki je profesor glasbe in nam bo zaigral na lutnjo v skladbi anonimnega izvajalca Preliminere in Sarabando. Potem Brane Senegačnik, ki je klasični filolog, ukvarja pa se tudi z premišljevanjem o duhovnih obzorjih slovenske kulture, predvsem pa tudi o politoloških vprašanjih, na drugi strani pa ga seveda poznamo kot pesnika in sedaj bomo govorili o njegovi najnovejši pesniški zbirki z naslovom Pogovori z nikomer, ki je šla leta 2019 pri založbi Slovenska matica. Potem sem tukaj še jaz, ki bom nekoliko moderiral ta pogovor. Sem Alen Širca, sem filozof in komparativist in trenutno docent na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Nihče ne ve. Nekdo je rekel, tišina ima oči.
Nekdo je rekel temno zlate, nekdo, da z njimi vidi skozi vse čase, nekdo v njih piše, da te ni. Je voda, ki priteka od nikoder, svetlikasto pršenje česa. Je travnik, ki se vanj oko pogreza, v zelenem vetru srh usode. Kapljajo zvoki, ti odhajaš navzven, navznoter, črte se topijo. Nihče ne ve, življenje je prosojno. Nihče ne ve, kaj se zares dogaja. Notranji dež ti moči kožo. Blizu čas je, ko stopil boš v tišino. Morska ura. Iz živih senc spletene so besede, ki nerazločno v njih utripa vse. In tvoje ustnice so vse bolj blede in lepe, kakor sonce, ko umre. Tu slutnje je in tam, kar ni resnica, in v mivki neke sreče bosa sled, in davna žalost skozi molk bronica, in dve življenji sta se lačni spet. Ta ura nisva sama iskala in nisva vprašala, odkot, čemu. Prišla je in posinjelo je obzorje, bilo je vse. In je bila samo obala in divji zrak, nič upanja in nič strahu, le dve življenji, ena noč in eno morje. Belerofontov padec, z očmi žarečimi od mrzle groze, ošine zrak kilikijske pustinje in prsti, ožgani od Pegazove grive, lovijo, kaj sliši, ko zamolklo hrope. Obleka zdrsne, vzide vročna luna, stene boja, zavratni nož besed, raztrgane so vse krvave zanke let, rogati lev pa še ubit privide bruha. Zato je hotel pred Boga, da vrgal bi resnico mu v obraz. Resnica je, da ni resnice, ti si laž. Zdaj ves, kar ga je še, je blodni krik, zakaj, ki se razlega tu, kjer ni nikogar. Oči žarijo, slepe kot usoda. Septembrske anemone. Vse, kar je še ostalo, grabi zrak, hlepi, zletava, do popoldne spet se vzpne visoko. Potem so le še anemone, globoko utrujene od upa, od vsega, česar ni. Danes sem jim dal ime po tebi,
vsem. Vsaka je en ton septembrske tišine, ko se nebo povesi in prihodnost zgine in so vse žalosti in sam objem. Barve. Tako lahkotne barve, da letiš skozi sebe v svoj nedosegljivi si. Nad mesto so priplule ladje ur, od vse povsod, vse je daleč je, vse tu. Modrikasto temačne gmote so nad Krimom, prikazni ogromne in breztežne nad Zahodom. Vse zgodbe te svetlobe imajo isto usodo. Tako izboči se nebo nad zgodovino. Umrli so pustili odprta vrata, zdaj se življenje širi vse smeri. Le zdaj, morda samo ta zdaj je vedno. Karkoli je, odkuder že prihaja vse to, da smo in nismo, ta brezbrežnost je bolj resnična kot misel, upanje in spomin. Torej, Brane, tvoja pesniška zbirka Pogovori z nikomer, ki je bila tudi nagrajena, ki je tudi precej bilo odmevov v časopisju, v tem našem kulturnem prostoru. Pa vendar se tukaj odpirajo vprašanja, ki so nikoli v bistvu zares odgovorjena, da so pogovori o pogovoru ves čas nujni, Ampak gotovo, recimo, ena bistvenih stvari je to, da ti ves čas že od samih začetka svojega pesniškega ustvarjanja vztrajaš pri načinu pesanja, ki se imenuje lirika. Gotovo, da liriko lahko razumemo na več načinov, pač lahko tudi zelo ozko literarno-teoretično, ampak prav zato me zanima, kaj tebi pomeni to, da gre v resnici za liriko, za lirično poezijo v tvojem ustvarjanju in mogoče tudi s tem povezano vlogo lirike v današnjem, pač čisto konkretnem slovenskem, nasploh v zahodnem prostoru. Vemo, da je pač danes seveda govorimo o pluralnosti, tudi o hibridnih možnostih. Skratka, na tem deklarativni ravni je seveda to na nek način res, ampak vseeno, vprašanja, ki se odpirajo s tem, kako ti sam razumeš poezijo, ki je vezana na neko tvojo verjetno globljo izkušnjo. Skratka, to je to vprašanje mogoče za začetek, da opozoriva mogoče res na ta ključen koncept, ki mogoče ga včasih preslišimo kot nekaj samoumevnega, tako kot recimo generično rečeno poezija, ampak vendarle tukaj gre za en resen premislek v ozadju, kaj pomeni v bistvu zares lirika. Ja, to je seveda zelo veliko vprašanje, tega bom še skiciral, pri poskusu odgovora težko. Mimogrede pa seveda ta splošna misel, ki si jo tukaj dal, izrazil, o veliki raznolikosti raznih poetičnih usmeritev in tako naprej,
ki se potem zelo šablonsko zajemajo z izrazom poezija, je na nek način precejšnja težava. Po mojem pri predstavljanju in življenju poezije v svetu. Mimogrede, en od mojih naporov je ta, da bi nekoliko se oživela zavest o pomenu žanrov v literaturi, znotraj poezije. Ampak to je samo obrob temu. Na to vprašanje o liriki bi pa mogoče odgovoril enkrat za spremembo z nekim ovinkom. Pred ne tako dolgo je izšla v slovenščini v prevodu knjiga, ki je tudi bila napisana pred relativno kratkim časom, ene kanadske klasične filologinje Florence Dupont, ki ima nekako tak naslov, če se bom prav spomnil, Aristotel ali vampir zahodnega gledališča. V tej knjigi je centralna misel torej to, da je Aristotel nekako, kako bi rekel, odgovoren za nepristen odnos, nepristen odnos do gledališča, pravzaprav od njegovih časov pa vse do danes. Nepristen namreč v smislu tega, kar je drama, evropska drama izvorno bila, to se pravi zlasti seveda grška drama, zlasti grška tragedija. Ampak tudi pač deloma potem komedija in rimska drama. No, ali, če bolj preprosto povem, Florence Dupont meni, da je problem tega odnosa, kot ga je Aristotel, je zanj odgovoren. In pa ne samo odnos, ampak celotnega delovanja gledališča, to, da je vse skupaj preveč intelektualno, da je v bistvu ta odnos nekako enostranski in da je zaradi te pozornosti, skratka na samo intelektualne, sporočilne, racionalne razsežnosti gledališča, pravzaprav izginilo tisto, iz česar je pa gledališče zraslo. To pa je, mislim, da prav tako nekako reče prazničnost, praznično vzdušje. To je seveda historično popolnoma točno, zato ker je jasno evropska drama nastajala iz kulta in to prav o prazničnih priložnostih. In seveda je zaradi tega drama na začetku tudi imela to vlogo, da je ljudi povezovala, da je pravzaprav zgostila doživljanje skozi posebni jezik, tu mislim na pesniški jezik in na gledališki jezik, scenografijo, režijo, efekti, glasbe in tako naprej, da je pravzaprav ustvarila to praznično vzdušje in praznik je na nek način nekakšen vrh bivanja, vrh življenja. No, zdaj, ali je interpretacija te filologinje točna v tem smislu, da je Aristotel res za vse to odgovoren, v to se zdaj ne bom spuščal, ker niti ni to tako pomembno, ampak ta misel, da je pa težava z umetnostjo, če izgubi ali pa če se reducira pravzaprav na intelektualno plat, to pa mislim, da je zelo točno in pa v vsakem primeru zelo relevantno vprašanje. No, za nekaj podobnega gre pravzaprav po mojem tudi pri lirični poeziji, čeprav je seveda v mnogočem izredno drugačno od gledališke umetnosti. Gledališka umetnost je ekstravertirana, je zunanji dogodek, ki vključuje pač spektakl, igralce, občinstvo. Lirična poezija pa je v bistvu nastaja iz notranjega doživljanja, ampak ravno tako iz posebno intenzivnih momentov in zgoščenih momentov tega notranjega doživljanja, celo bi lahko rekel, da na nek način nastaja iz svojskih notranjih praznikov. In zaradi kako bi rekel, tega svojega izvora potrebuje, želi poseben jezik, drugače povedano, pesnica ali pesnik je postavljen pred to zahtevo, notranjo zahtevo, da najde jezik, ki bo lahko pravzaprav prenašal to, recimo temu praznično vzdušje, spet seveda skozi nek veliko bolj intimen stik z drugim bralcem, ker lirična poezija
tudi če se jo izvaja na recitalih, kar je po mojem zelo primerna, mogoče celo idealna oblika, vseeno prihaja, bi rekel, tako od ene samote k drugi samoti. Skratka, tudi če jo ljudje skupaj doživljajo to, da tako rečem, skupnost ali pa občestvo samot, ki so povezane v tem intenzivnem dogodku. Mogoče je beseda prazničen lahko zavajajoča, ne, ker praznik je vendar nekaj veselega, ne. V lirični poeziji pa gre pogosto za zelo temne ali pa boleče teme in podobno. Ampak se je bilo podobno z gledališčem, če še to analogijo malce potegnem. Tragedija je tako prizarjala najtemnejše stvari iz življenja mitoloških junakov. Človeka v najtemnejših legah, najnižjih legah je prikazovala. In vendar ne, je v bistvu prav s to intenzivnostjo bolečine ali pa s tem dotikanjem dna, to dno pravzaprav nekako odpahnila in se je, kot bi Nietzsche rekel, tok življenja tam razprl. No, nekakšna analogija seveda se dogaja v notranjosti, po mojem, pri lirični poeziji. No, ravno zanimivo, ko si omenil tudi ta mitološki aspekt, ne, ki ga je imela tragedija, ne, že grška tragedija, močno razvit. Že ob hitrem preletu te zbirke ugotovimo, da v bistvu mitološke vsebine vstopajo tudi v tvojo liriko. In lahko rečemo, resnici na ljubo, če je bilo to v zgodovini, pravzaprav zahodne poezije, nekaj povsem ustaljenega, pravzaprav zaželenega, v zadnjih, recimo, ne vem, desetletjih, vidimo pravzaprav to neka redkost. To ni pač nekdo, pač pravzaprav mitološke vsebine, konkretno z antičnega sveta, lahko, tako se mi zdi, nekoga celo še pač lahko celo v tej klimi dajo zavajajoč občutek, da gre za neko antikvariziranje. Pač lahko bi celo na tako recepcijo naleteli. Skratka, zdaj me zanima tvoje razumevanje mita in kako v bistvu se združuje pravzaprav z to pesniško govorico. Čisto konkretno, kako ti pravzaprav misliš, kakšen je učinek konkretno v tvojih pismih? Ja, zdaj za klasičnega filologa je recimo 10 let ali pa tudi 20 let zelo kratka doba. Če moda upade, če nekaj zanimanja upade za 20 let, ali pa še dalj je to... Seveda, ampak recimo še v modernistični poeziji, ki se je recimo pri nas gojila v glavnem toku vse do 90-ih, medtem ko pač recimo mogoče nekje drugje, ampak gotovo ni to ne, ni tako veliko, čeprav mislim, da je to mogoče malce posebnost tudi tega našega prostora, da je kje drugje so te figure bolj žive. Predvsem pa bi nekaj rekel. Mitologija je v avtentični ali pa v predelani obliki izredno živa, ker je vdelana v vsakdanje, najbolj vsakdanje pravzaprav kulturne predstave. Kdo pa ne pozna Oidipovega kompleksa, pa kdo pa ne pozna Antigone tako ali pa drugače, ne samo iz literature, ampak zato, ker so to postale splošne kulturne figure, ki imajo torej včasih avtentičen pa razširjen pomen, včasih pa tudi izredno prilagojen ali pa drugačen pomen. Tak je na primer gotovo Oidipov mit, ki je danes predvsem pač z psihoanalizo povezan in prek te znana figura, čeprav je seveda v antiki to bistveno iskalec resnice. To in samo to. Ali pa na primer Prometej, ki je seveda postal mogoče že prej, ampak z Goethejem gotovo veliki upornik in potem nosilec ideje upora nasploh in progresa. Medtem ko je seveda v izvornem mitu grškem pravzaprav en lik iz starejše generacije bogov, ki se ravno nasilni
vladavini nove generacije, tako rekoč božanskim revolucionarju, no, Zevsu, če malce za šalo tako rečem, upira in je njegova moč pravzaprav v tem, da je povezan z Geo, ki je pač prava boginja in ki v sebi nosi vse, kar se bo zgodilo in ima zato svojo vednost, vidi naprej in tako dalje. Skratka, mitološke figure doživljajo skozi zgodovino izredno zanimive preobrate. En drobec izziva, no, zlasti v zvezi s Prometejem, je bil pravzaprav to. V eni pesmi posvečeni Prometeju pravzaprav tista pesem je nekakšen monolog Prometeja, pribitega na steno na Kavkazu ali kjerkoli je že to bilo, ki razmišlja o tem, kako so ga pravzaprav ti, ki so modificirali njegov mit ali pa sprevrnili, ponovno pribili na steno. No, to je recimo en primer bil. Sicer pa je, torej, poleg antičnega mita, ki ga seveda mi je malce bližje zaradi mojega poklica, ampak tudi seveda zelo močno določa evropsko kulturo, je mit vsakršen zame nekako deluje nekako tako, kot je razmišljal Lešek Kovakovski o tem. Ne. Mit seveda ni nikoli realnost, nikoli ne sporoča racionalne realnosti, pač merljive realnosti, ampak je nekaj, kar mora dajati upanje. Kar seveda pomeni, da upanje pač lahko daje, če ni popolnoma realiziran, ampak lahko ga tudi daje, če ima zvezo z življenjem. Če so miti v bistvu popolnoma utrgani od realne človeške eksistence oziroma možnosti človeške eksistence, potem se pač lahko sprevržejo v krvave utopije in to pač seveda ni značilnost nobenih daljnih mitičnih časov, ampak nekaj, kar je prav posebej v moderni dobi se izrazilo. Se pravi, pravzaprav mit lahko rečemo, ne, da mitska govorica ima pač v svoji notranjosti, v svojem ustoju ta lirični potencial, ne. Koliko je vežen na konkretno izkušnjo človeka, na njegovo eksistenco. Ja, lahko ga tudi ima. No, tu se seveda mit od mita zelo razlikuje, ampak recimo, če vzamemo pač grške mite, ne, so seveda živeli, osnovna oblika, v kateri so živeli, je bila poezija. Ne. Do nas so prišli skozi poezijo, skozi pesniško domišljijo, ki jih je jasno opremila s čudovitimi podobami, umestila v prekrasne ali pa prestrašne, no, kakorkoli, ampak vsekakor zelo poetično vznemirljiva okolja in situacije in jasno, da navdihujejo tudi po lirični plati. Ne. Zdaj seveda tista osnovna oblika, v kateri je mit živel, je bila epika, je bila pripoved, lirika ima pač mogoče malce drugačno perspektivo, ampak mislim, da je pa vendarle tukaj neka zelo močna presečna točka. No? In ta presečna točka je pravzaprav v osnovnem vprašanju tem, kaj pravzaprav sploh je človek. Ne? Zdaj bo kdo rekel, da je to čudno vprašanje za mit, kjer nastopajo pravzaprav v grškem mitu sami pravzaprav polbogovi, heroji, ki niso čisto ljudje, ampak pri njih seveda ta človeški element, vsaj skozi poezijo, bistveno prevladuje in so pravzaprav nekakšne utelešenja temeljnih eksistencialnih izkušenj. Te izkušnje so pa seveda tudi tiste, iz česar po mojem nastaja lirika in to še bolj spontano in primarno kot pa pripoved. No, mislim, da je dobro, da se dotaknemo tudi pač nekega na videz seveda bolj formalnega vprašanja tvoje poezije, ki pač tudi izstopa. Ne? To je seveda vprašanje ritma, vprašanje teh glasovnih figur, vprašanje rime. Skratka, vse to, kar bi lahko rekel muzikaličnost, ne? Poezije. Namreč gotovo je zahodna tradicija poezije bila od samih začetkov vezana na izkušnjo glasbe oziroma na ta glasbeni aspekt, ne? Ki pa je seveda v zadnjem času, pač ne samo
ob pač prevladujočem tipu prostega verza, tudi pač gotovo v nekem smislu prozifikacije, ne, poezije, ni več, niti bi lahko rekel, daleč od tega, da bi bil sam omejen, postaja popolnoma kontingenten, ne. In recimo, kar je v bistvu gledano zdaj pač z vidika, ne vem, 3000-letnega izročila, neka popolna, da rečemo zelo, a ne, previdno novost, ne. Čeprav vemo, da je že Pound, ne, ki je pač po eni strani Ezra Pound, ne, ki je po eni strani duhovni oče, recimo bil ameriških in novih, tudi nad sodobnih naših slovenskih, teh prozaičnih pesmi, sam tudi gojil gotovo ta muzikalična verzija nekje celo pravi, a ne, spomnim se točno kje, ampak nekje pravi, da ločiti glasbo od poezije je znamenje velike dekadence obeh umetnosti, tako poezije kot glasbe. Skratka, a ne, pač zelo kompleksno, recimo to pri Poundu, ampak prav to me zanima, ne, tvoj pogled, ne, na ta, kako glasba in glasbenost, muzikaličnost vstopa v tvojo poezijo, kako jo ti doživljaš, kaj pravzaprav meniš o tem? Ja, torej jaz pišem različne tipe poezije, recimo temu tako v formaliziranem veržu, pa strogo formalnem veržu in pa še precej več v prostem verzu, tudi raznih, kako bi rekel, razne tipe pesmi, razne dolžine, ki zahtevajo seveda tudi čisto drugačen postopek, od zelo dolgih do zelo kratkih, in ta dolg postopek, ta različen postopek pri dolgi in kratki pesmi ima seveda tudi svojo, tako bi rekel, ritmično in zvočno komponento. Ne samo to, da je pač v daljših pesmih več prostora za različne, ne samo za več besed, ampak za različne jezikovne lege, naprimer od slenga do ne vem, znanstvenih izrazov ali kaj takšnega, ampak vse to vpliva seveda tudi na ritem. Jaz mislim, da je seveda, in to pač seveda ni nič novega, ne, če jaz mislim, da se pridružujem pravzaprav tej misli iz lastne izkušnje, da je v bistvu tisto, s čemer se pravzaprav zares začne poezija, ritem. A je to nujno zvočni ritem, a je to pomenski ritem, ali pa je mogoče celo ritem podob, ne vem, to tudi ni vedno enako in te stvari so v bistvu zame vsaj, no, v poeziji tako zelo prepletene, da jih je pravzaprav nemogoče ločevati. Gre za neko gibanje, ki se pač izraža v posebnem doživljanju, ki pa ni seveda, tudi to se mi zdi zelo pomembno, no, povedati, ni zdaj samo neka notranja stvar. Ne, razpoloženje, Stimmung po nemško, ne, ni nujno samo neko, pač, kot mi uporabljamo običajno to besedo, da se pač tako počutiš enkrat in potem napišeš pesem, drugič pa drugače, ampak je to tvoja notranja stvar. Ne. Kot so rekli včasih, ne, kakšni fenomenološko inspirirani teoretiki literature, Steiger, naprimer, je Stimmung pravzaprav pomeni, to razpoloženje je oblika razmerja s svetom, v katerem si. Ne. In v bistvu gre tukaj za to, da so določena razpoloženja razpirajo širše obzorje, ne samo obzorje videnja, ampak tudi obzorje pravzaprav doživljanja in večjo občutljivost. No. In to je zdaj tisto, kar je česar izraz, no, je potem pač ritem v poeziji, ki pa se kaže na vseh ravneh, po mojem, no, ne samo zvoka, ampak tudi načina, kako se semantika giblje, da tako rečem, in kako se nalagajo ali pa pretakajo, povezujejo podobe v pesmi. Seveda, glasba v ožjem pomenu besede ima pa dva smisla, lahko bodisi, da je to pač glasba, kot smo bili pravzaprav veseli, da smo jo danes lahko tudi tukaj slišali, pravzaprav kot nekakšna nadgradnja ali pa spremljevalno okolje poezije, ali pa seveda sam zvok
besede. Tudi to je izredno pomembno. Jaz sam mislim, da lirična poezija zares živi v živi besedi, glasni besedi. Pravi, ko jo poustvarjamo, z govorom. Ko jo poustvarjamo z govorom. Ne samo v tihem branju, kot je pač prevladujoča praksa, pač doživljanja poezije danes. To je neko zelo veliko in pomembno vprašanje. Tudi to, ali pri tihem branju v resnici doživljamo ritem besed ali ne. Jaz, tudi če si potiho berem poezijo, vedno v sebi obnavljam ritem. Ne glede na to, a je formaliziran ali prosti vers. Vedno, pa ni nujno, da si šepetam, ampak ko tiho zgovarjaš, vseeno lahko slediš ritmu. Drugo je pa branje, ki je popolnoma, bi rekel, samo na semantiko osredotočeno. In to pa mislim, da je seveda pa precej problematična stvar za poezijo. Se pravi, da je v bistvu na nek način je v bistvu amputirana ta beseda, ki pa je osnovni gradnik vsake pravzaprav, zato rečemo tudi besedne umetnosti. Točno tako, ne. Točno tako. In tukaj mogoče spet lahko malo nazaj navežem na tisto misel od Florence Dupont, da gre v bistvu za amputiranje oziroma za reduciranje, pravzaprav besede, v tem primeru pesniške, na nekaj, kar je samo njen del. In zdaj, če pa naj beseda deluje praznično, potem pa se mora zgoditi to, da človeka vsaj malo odnese. Človeka. Ker to prazničnost tudi seveda nekako napotuje, meri na to, da je nekaj, kar ni vsakdanjega. Praznik je tisto, kar nas potegne ven iz neke privajenosti, neke ustaljenosti, utečenosti, rutine, v neko vzvišeno, lahko rečemo, območje, ki je posebno, kjer pa pač lahko človek doživlja pravzaprav stik z nečemer, kar ga presega, tisto drugostjo, če tako zelo abstraktno rečemo. Zdaj pa, kaj ti gledaš, po drugi strani pa je danes recimo v poeziji zelo močno navzoč ta diktat vsakdanjosti. Naj bo poezija čim bolj neposredna človeku v svoji tej najbolj vsakdanji sivi izkušnji, kakor jo imamo recimo v tej večinsko urbani zares te eksistencije, in potem skuša nagovarjati pravzaprav človeka z neko, lahko rečemo, tako imenovano neposrednostjo. Kaj ti misliš? To je seveda spet zelo zanimivo, pa zelo obširno. Vprašanje, ki bi terjalo zelo obširen odgovor. Jaz nekako razumem historično izvor takšne drže pa takšne poetike zaradi recimo prazne forme, odtegnjene od življenja, kakršna se je v določenem času v prevladujoči meri v literarnem prostoru vzpostavila. Kot revolto zoper to, kot nekako nazaj k življenju, klic in tako dalje. Ampak to je že stvar davne preteklosti. Danes je v bistvu takšna siva, kot si rekel, diktat sive vsakdanjosti v poeziji, ali pa pisane, tudi lahko pitoreskne, pikantne, kakršnekoli že. Ampak te otipljive vsakdanjosti v bistvu pravzaprav čisti manierizem. To je v bistvu taka nenapisana normativna poetika, ki pravzaprav bolj duši, kot pa kaj drugega. Jaz to tako doživljam, prosim. Je pa nekaj tu problem, ravno to vztrajanje pri tovrstni vsakdanjosti pravzaprav pristaja na resničnost, ki je funkcionalistično obvladana, ker imajo vse stvari svojo funkcijo in potem je vsak tak izraz, tudi pesniški, ali pač pristaja na ta funkcionalizem, ali pa ga, kot je to največkrat, kritizira, ampak kritizira tako, da ostane nekako razviden v tej kritiki in popolnoma navezan na to. Vzpostavlja mogoče neke druge perspektive, ampak ne zato, da bi, bom rekel, tako kot je France Weber to po moje imenitno opisal, da bi predstavljalo svet kot načelno uganko, se pravi resničnost kot nekaj, kar je inherentno nerazrešljivo ali pa vprašljivo. Ampak v bistvu zato, da pač
preprosto izraža nek resentiment, da mogoče celo v funkciji neke ideologije ali pa politike kritizira pač neke postvarele življenjske prakse. Torej, kot vidimo, poezija, lirika, vzbuja vprašanja, ki so relevantna, ki se dotikajo tudi zelo aktualnih vprašanj in skratka vabi k pogovoru. Gotovo tudi tvoja zbirka je naslovljena Pogovor z nikomer, o čemer razlago čega se ne bomo spuščali, ker verjetno te razlage pravzaprav adekvatne tudi ne more biti. Resnica pa je, da se pogovor vendarle nadaljuje, čeprav sedaj izstopa iz tega formalnega okvirja, ki je bil tudi tu sneman, in jaz se zahvaljujem vsem za pozornost in upam, da se ta pogovor mogoče daj še nadaljuje pač v okviru kakšnega drugega dogodka. Hvala, Brane. Hvala tebi in vsem gledalkam in gledalcem in lep pozdrav.